Da lahko vsak premaga vsakega, še posebej velja v prvi slovenski futsal ligi. Malo zaradi narave športa, malo zaradi izenačenih moštev. Ko si nasproti stojijo primorski klubi, pa je končnega zmagovalca sploh nemogoče napovedati. Kljub temu pa je že po igralskem kadru videti, kdo letos cilja na vrh in kdo bo sezono preživel v borbi za obstanek. Med boljše zasedbe zagotovo sodi Škofjocka, ki lahko pod taktirko nekdaj odličnega igralca Draženka Vujiča ponovno kroji vrh prve lige. Ekipa je za zgornji del lestvice. V bistvu ciljamo, da smo med tremi in potem je ta končnica, pač v končnici vse možno. Tudi favoriti znajo izgubiti, tako da ciljamo pač, da smo med tremi in potem pa se lahko zgodi marsikaj. Na tekmo med Bronxom in Puntarjem na Škofijah so ponovno močno vplivali posamezni dogodki. Pri izenačenem rezultatu so pol minute pred koncem polčasa sodniki dosodili najstrožjo kazen v korist domačinov. Iz 6 metrov je zadel Grželj in svoje na odmor popeljal z minimalnim vodstvom. To je gostom otežilo nadaljevanje in po njihovi napaki je bilo že 2-0. Varovanci trenerja Mateja Kavčiča se po zaostanku niso več pobrali in so dovolili Škofjotom, da do vrha napolnijo njihovo mrežo. Bronx Puntar 5-1. Pričakovali smo, ker tako je bila tudi gor pri njih. Mi smo nadlegovali tempo, pol pa so nadajali oni pol proti napadu gore. Tako da smo mi danes presenetili in smo zasluženo odnesli točke. Imamo v letošnjem letu predvsem cilj obstaneka, ne? In ker je tak cilj, potem je obvezno treba igrati s temi mladimi, ker to so naložba za naprej. Če tu fant igra pri 17, lahko igra to prvo ligo, potem se nam bo prej slej to obrestovalo. Tako da mi smo vedeli, da prihajamo na težko gostovanje, vemo, da Bronx je kvalitetna ekipa, ima vrhunske igralce. Mogoče rezultat danes ni realen pokazatelj, pač 5-1, ampak treba čestitati domačinu, mi moramo pa dvigniti glave in misliti, kako bomo naprej nabirali točke. Moštvo Bronxa je pred sezono zapustilo nekaj nosilcev igre. V prvi vrsti Marko Hrvatin, ki letos žogo brca v Italiji. Vseeno jim izkušenj ne manjka. Tudi mladih igralcev, ki bodo lahko v naslednjih sezonah prevzeli breme prve ekipe, ne. Predvsem pri mladih je prostora za napredek še veliko. Izkoristili pa ga bodo le, če bodo dobili priložnost za dokazovanje in nabiranje izkušenj. Težki in kakovostni treningi pa so predpogoj za kakršenkoli uspeh. V klubi so dobro, trenira se dobro, ampak na treningoh malo manjka, ker ni igralskega kadra. Vseh skupaj nas je 10 in če kakšen manjka, je takoj 6-7 in potem ne moreš treninga izpeljati tako, kot bi si zaželeli. Naslednji krog Bronx čaka še en primorski derbi, tokrat malo višje kategorije. Na Škofije prihaja Oplast, ki trenutno zaseda drugo mesto na razpredelnici, a je na prvi tekmi proti moštvu z Obale izgubil.